Pred 2 letoma smo na testu imeli Mercedes-Benzov GLC in takrat ugotovili, da je odličen. Zdaj imam pa težavo najti ustrezno besedo za ta model. Mislim, kaj je bolje od odličen? Vrhunski, briljanten, ne vem, pač odličen je. Po izgledu samo na hitro. Zunaj izgleda še bistveno bolje, ker je tako nabit in položen in tudi ta rdeča barva mu zelo paše. Mislim pa, da bi mu klasična srebrna ravno tako. No, seveda pomaga tudi, da ima paket AMG Line. Prostora za 4 potnike je dovolj, prtljažnik je bolj plitek, kar pa ni hiba. Tega avtomobila v bistvu nihče ne kupuje zaradi uporabnosti. Znotraj dajem petico izgledu. Kdor je opremil ta testni GLC Coupe, je dobro vedel, kaj počne. Rdeči dodatki so pač zakon in tole okolje je res elegantno. S tem lesom pa komaj kaj še škripne, če naredim tole. Bistveno bolje od plastike. Področje, kjer vas bo takšen GLC Coupe res navdušil, je vožnja, ampak vsekakor vzemite zračno blaženje. Mercedes ga v tem segmentu ponuja edini in že samo to naredi enormno razliko. V načinu komfort je avtomobil kljub velikim kolesom še kar udoben, verjetno je najboljši v tem segmentu. No, v načinu Sport Plus pa omogoča tudi bolj športno vožnjo, vse skupaj kar nekako zakrkne in potem se GLC pelje precej suvereno. Pa še občutek na volanu je dober. Ni športno, jasno, avtomobil je še vedno previsok in malce živčen, je pa vsaj najboljši približek športnega glede na zasnovo. Še nekaj je dobro in sicer tokratna kombinacija motorja in pogona. Vem, da vas bo večina izbrala motor z oznako 220D, ampak vseeno priporočam takšen 250D. Razlika v ceni je le dober tisočak, kar pri sami ceni avtomobila skoraj ni omembe vredno. Je ravno toliko močnejši, da veliko bolj lahkotno pospešuje, nikoli se ne zdi podhranjen, s tem 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom pa sta odlično uigrana. Samo 3 minuse najdem. Takšen z veliko dodatne opreme stane 81 jurjev, kar je, no, ogromno. To je prvi minus. Ob tem ključ še vedno ni pameten in ga moram dejansko uporabiti, da odklenem avto. To je drugi minus. In tudi od ozvočenja Burmester sem pričakoval več, ni nič posebnega glede na renome. Tretji minus pa si zasluži ime. GLC je čisto ok, moti me Coupe, ker, no, a se vam tole zdi kot Coupe? Ali je tole Coupe? Če tehtate med GLC Coupe in BMW X4, ki je dejansko njegov najbližji tekmec, lahko dodam samo še to, da je ta boljši v praktično vseh pogledih. Sploh vozniško, ker je lahko bistveno bolj udoben ali pa enako navihan. Pa še lepši je in podobno nepregleden. Se pravim, odličen, če vas mikajo takšni nastopaški in bolj malo uporabni avtomobili.